Dobili smo novega predsednika Donalda Trumpa. Kako bo ta njegov mandat vplival na kriptotrge? Zdaj imamo prvič v bistvu ta primer, ko senat in predsednik sodelujeta v tej smeri. In Cynthia Lummis je prva, ki je zdaj izjavila, da bi šli v smer državnih zalog, da bi bile rezerv, da bi bile tokrat tudi v Bitcoinu. Trump je tukaj tudi rekel, da bo ta regulativa bolj mehka oziroma da bo pustil, hoče, da se v bistvu podjetja vrne nazaj v Ameriko in da je Amerika tista velika Amerika, ki bo vse izhajali s tam v bistvu. Ne. Kaj se ta trenutek najbolj splača? Trenutno prihajamo v obdobje, kjer se zna zgoditi, da bo imel Bitcoin probleme z rastjo. Zato je ta kriptotrg toliko nevaren za vse novince, ki tudi vsak milijonar ne more imeti svojega Bitcoina, ker je več milijonarjev kot Bitcoin. Bitcoin je že dosegel svoj all-time high in po napovedih strokovnjakov ga lahko naslednji november vidimo tam nekje med 160-180 tisoč. Potem pa sledijo 70-80% padci za Bitcoin, medtem ko ostali kovanci, ker imajo pa še bolj pospešeno rast, lahko pa tudi 95-98% padec. Kdaj pa veš, da je ta zadnja faza rasti? Dobrodošli v še enem Incrementum podcastu. V Ameriki se je zgodil trenutek, ki bo zapisan v zgodovino. Za vsem pompom in napetostjo, ki jo prinaša politika, je Donald Trump ponovno vstopil v Belo hišo, da prevzame vlogo predsednika. Vpliv tega izida bo čutiti ne le v ameriškem gospodarstvu, ampak po celem svetu. Kriptotrgi so že zaznali prve vibracije, vlagatelji pa zadržujejo dih, kaj jih čaka. Moje ime je Marjeta Grmovšek in danes sta se mi v studiu pridružila Benjamin Samotorčan, direktor prodaje v podjetju Incrementum, ter Jure Čulk, strokovnjak za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. Oba prav lepo pozdravljena. Govorili bomo o posledicah teh volitev, kako bodo te spremembe vplivale na svetovno ekonomijo ter kaj se predvideva na trgu kriptovalut. Pa kar začnimo, morda Benjamin midva, namreč, kot sem že omenila, dobili smo novega predsednika Donalda Trumpa in kriptoskupnost se ga je dejansko potiho kar veselila, a ne? Na to so se odzvali tudi finančni trgi in pa tudi kriptotrg. Celo Bitcoin je dosegel nov all-time high, pa me zanima tvoje mnenje. Torej, kako bo ta njegov mandat vplival na kriptotrge oziroma na razvoj kriptoindustrije? Ja, hvala za vprašanje. Ja, trgi so se kar oddahnili zdaj, ko je ta zadeva oziroma te volitve so končane, rezultat je jasen, se pravi, ni nekih dvomov, negotovosti v primerjavi z zadnjimi volitvami. Ja, in Trump kot kandidat v primerjavi z Harrisovo v predvolilnem obdobju je bil bistveno bolj naklonjen kriptotrgu kot Kamala. Vse je zadeva tudi malo populistična, se pravi za pridobivanje glasov, se pravi volilne skupine kriptoprivržencev, kriptouporabnikov. Tako da v predvolilnem obdobju je bilo kar nekih stvari. Zdaj, kaj bo od tega uresničil, bomo videli. Se pravi, bomo videli, kaj je bilo tisto populistično, se pravi za pridobivanje glasov in pa tisto, kar bi pa dejansko lahko uresničil, in to vsekakor govori v prid kriptotrgu. Izjave, ki jih je dajal v predvolilnem obdobju, naprimer, da želi, da se bi recimo vsi bitcoini izrodarili samo še v Ameriki. To na nek način nakazuje njegovo poznavanje, to je nemogoče drugačne, čeprav je pa zanimiva želja, ampak tukaj je že en tak izrek njegov, ki se ne bo uresničil. Se pravi, je pa samo za pridobivanje glasov. Bil je tudi na kongresu, na Bitcoin oziroma na kripto kongresu, kjer je izjavljal, da bo Ameriko postavil, da bo Amerika vodilna država na kripto področju, da bo Amerika meka
kriptotrga, samega razvoja. Najbolj pomembno, in to tudi se mi zdi najbolj realno, pa je, da je omenil, da bo v bistvu odpustil Garyja Genslerja, to je pač predsednik SEC-e, ki pa je v tem obdobju, se pravi v obdobju mandata demokratov, kar zaviral sam razvoj kriptotrga v Ameriki, praktično z vsemi kriptopodjetji v tožbi. Ta podjetja, recimo Coinbase, Binance, recimo, so zapravljali enormne količine denarja, več kot $500 milijarde za boj proti Garyju, se pravi proti SEC-i, ki mu je pa v bistvu čisto vseeno, a zgubi ali dobi. Se pravi, on ima neomejeno sredstvo, v bistvu je pa na nek način nagajal razvoju kripta in tehnologijo, pa v bistvu ne briga. Ona išče pot, to je kot voda, ki je ne moreš ustaviti, voda bo vedno našla izhod. In tudi tehnologija se obnaša enako, se pravi, tehnologija je začela bežati iz Amerike, se pravi, je iskala bolj ugodne, bolj mehka področja oziroma okolja za njen razvoj. Tako da iz tega vidika se mi pa zdi, da pa to se pa zna zgoditi, da bo res zamenjal Garyja Genslerja, sploh zato, ker je tukaj kot njegov največji podpornik in vplivnež Elon Musk. Tukaj mislim, da ono pa malo bolj zadeve razčiščene, kar se kripta tiče, tudi sam ga že uporabljal kot zaščito pred inflacijo. Z podjetjem Tesla recimo poseduje več kot 11.500 bitcoinov trenutno. In on tukaj pa bo, po moje, tisti, ki bo delal poteze, ki bodo spreminjale oziroma ki bodo govorili v prid kripto. Če se majčkeno vrneva nazaj, se pravi, prej si omenil Garyja, kaj pravzaprav je on zaviral? Se pravi, da so ti kriptoprojekti šli kako? Iz Amerike v ne vem, Dubaj, Arabske Emirate po financiranje in se bojo sedaj imeli priložnost vrniti v Ameriko? V smislu te represivne regulative, se pravi, regulativa je tista, ki je pač omejevala. Zdaj, če ti nekaj razvijaš in se moraš potem ukvarjati z sodišči pa dokazovati zadeve, seveda oziroma tukaj povzročen nek nemir. Tehnologija pa pač rabi čas, da se pač normalno razvije in tako, kot sem rekel, ona bo našla okolje, kjer se bo lahko v miru razvijala. In ja, v tem obdobju se je, se pravi, odliv teh kriptopodjetij dogajal iz Amerike. In Amerika je, mislim, da tukaj tudi Evropa jo je prehitela, čeprav Amerika je veljala za največje uporabnike kriptotrga. Se pravi, s to represivno regulativo ni nič dobrega. In Trump je tukaj tudi pač rekel, da bo ta regulativa bolj mehka oziroma da bo pač pustil, hoče, da se v bistvu podjetja vrne nazaj v Ameriko in da je Amerika tista velika Amerika, ki bo vse izhajali iz tam v bistvu. Torej, razvoj se vrača v Ameriko. Zdaj, Benjamin je Jure omenil, da senat je naklonjen bitcoinu. Kaj pa ti meniš o tem? Zdaj imamo prvič v bistvu ta primer, ko senat in predsednik sodelujeta v tej smeri. In Cynthia Lummis je prva, ki je zdaj izjavila, da bi šli v smer državnih zalog, da bi bile rezerv, da bi bile tokrat tudi v bitcoinu. To poznamo iz primera 2021, ko je to naredil El Salvador. Njim ekonomija, olajšave, turizem, vse jim narašča za 100%. Manj je nasilja, država je bolj stabilna, ljudje hodijo v El Salvador, predvsem kriptonavdušenci. Tako da, če se bo to zgodilo v Ameriki, mislim, da tukaj nimamo več vprašanj, kam gre ta svet kriptovalut. Kako pa bi ti pokomentiral, da je Trump novi predsednik? To se je v bistvu prvič zgodilo. Amerika kot največja sila, velesila na svetu, da oni podpirajo, da oni govorijo o tem, da je to prvič v novicah, da se res govori o tem.
Mislim, da je to vsekakor pozitivno in zdaj samo še vprašanje, oziroma zdaj ne bo več vprašanje, a si v kripto, ampak zakaj nisi v kriptovalutah. Benjamin, torej ti podatki, ki so bili skozi volitve predstavljeni, so bili skozi Polymarket. A ne? Nam lahko malo več poveš o tem? No, ne samo skozi Polymarket, ampak sam sem v Polymarketu, mislim, da že nekaj podcastov nazaj, sem ga malo bolj podrobno predstavil. Gre za v bistvu stavnico, kjer v bistvu se glasovi podkrepijo z denarjem, kar daje še večjo verodostojnost. Ja, in lahko vam povem izkušnjo, da v bistvu Polymarket zdaj kar redno spremljam, sploh pri kakšnih takih temah, ki se ne ve, kako bo, a bo tako, ali bo tako. In tudi recimo pri volitvah sem opazil, ravno sem se peljal v pisarno, pa po radiu slišim, da je, se pravi, v predvolilnem obdobju, da je rezultat zelo tesen, se pravi, ali Trump ali Kamala, da to bojo res volitve na nož, se pravi, zelo majhna razlika. V tistem trenutku sem pač pogledal na Polymarket, pa vidim, da Trump kar 20% vodi, a ne. Se pravi, spet malo nerealistično, ampak ja, lahko rečem, da je Polymarket že oktobra napovedal, kdo bo zmagal na volitve, zdaj, ko je konc, ne. Torej so ti podatki res zelo natančni, hitri in pa najcenejši. Sam da malo opišem, se pravi, Polymarket je v bistvu platforma, ki deluje na blockchain tehnologiji. In blockchain v prvi vrsti zagotavlja verodostojnost, je hitrejši in cenejši. In v bistvu ta verodostojnost je zame pomembna, a so ti podatki res verodostojni, torej se jih ne da manipulirati, ne da se jih spreminjati. Za razliko recimo od kakšnih agencij, ki delajo ankete, nekdo to plača, lahko tudi v bistvu priredijo rezultate, ne. Torej se mi zdi zelo pomembno, da bi bilo tudi recimo na evropskem področju, tudi v Sloveniji, konec koncev, sicer smo mi zelo majhni, ampak ja, da bi imeli neko zadevo na blockchainu, da bi vedeli, da je to pristno, ne. Prej sem predtem že tudi tri odločitve, ki so se zgodile predvsem strani Feda, nižanje obrestnih mer, recimo prvo nižanje, ki je bilo za 0,5%, ne, je Polymarket napovedal, da bo za 0,5%, ne. Govorili se je, da bo 25, ali pa da sploh ne bo, ne. Polymarket je lepo povedal, da je 0,5%, ne. In s tem je pač pridobil moje zaupanje, a ne. In tudi za predsedniške volitve, vsi so se pogovarjali, to bo pa zdaj, kdo pa bo, ne, ampak v bistvu na Polymarketu je bilo pa vse jasno, kristalno jasno, ne. Tako da, ja, to se mi zdi zelo v redu, mislim, da mora biti več tega, se pravi, te čistine verodostojnosti, in ja, jaz mislim, da svet mora tudi to in zahtevati. In tudi v bistvu v kriptotrgu, oziroma projekti, ki se razvijajo na blockchain tehnologiji, da grejo v to smer, ne. In to bo zelo pripomoglo, zelo bo pomirilo, da ne bomo odvisni od, ne vem, mainstream medijev, ki nam lahko sugerirajo, lahko konec koncev tudi napovedujejo sam rezultat, ne. Ampak ljudje mislim, da ali pa populacija vedno bolj razmišlja svojo glavo, tudi imamo socialna omrežja, ki so tudi lahko manipulirana, ne. Zdaj zaenkrat mreže, se pravi Twitter oziroma X od Muska, ne, to je recimo edino omrežje, kjer še ni cenzurirano, ne. Se pravi, tam lahko napišeš glih kar hočeš, a ne. Seveda je smiselno, da se pač kulturno oziroma spoštljivo piše gor, ampak ja, tudi Elon Musk, no, kot desna roka Trumpa, naj bi prišel tudi v administracijo Trumpovo. Kaj je Musk naredil? Recimo, ko je kupil Twitter, prvo je 6,000 ljudi odpustil, se pravi 7,500 je znižal število zaposlenih na 1,500. Optimiziral zadevo, zboljšal in to kani narediti tudi v ameriški administraciji. Se pravi, zelo velik podpornik, se pravi, tega Dodgija, ne, se pravi, ki bo zadevo optimiziral tudi v ameriški administraciji, znižal stroške in povečal, se pravi, efektivnost, tako kot je pač naredil na Twitterju oziroma zdaj X-u. Ja, in če se še malo na X vrnem, ne,
X ima trenutno 600 milijonov aktivnih uporabnikov, 600 milijonov. In tudi Musk želi, da bo na Twitterju omogočati plačevanje z kriptovalutami, tako kot je recimo že tudi Telegram naredil, to smo tudi že, mislim, da 2 podcasta nazaj omenili. Ja, in v bistvu 600 milijonov je nov target v bistvu za kripto, se pravi, kjer lahko dodatnih ali pa novih 600 milijonov uporabnikov spet se seznani s kriptotrgom in to spet govori v prid kriptotrga. Torej, Musk bo prinesel kar nekaj pozitivnih sprememb v finančno politiko Amerike. Ja, jaz mislim, da on je tukaj pač gospodarstvenik, razume, kje so težave v gospodarstvu in te težave bo vsekakor hotel izboljšati. Predvsem je pa prvo na udaru ta zmanjšanje birokracije v Ameriki. Vse ta birokracija, se pravi znižanje javnega sektorja, zmanjšanje, s tem se bodo tudi stroški znižali. Vemo, da se pač Amerika, pa ne samo Amerika, sooča z velikim dolgom in ta dolg je treba reševati oziroma treba je nekaj narediti v to smer, da se dolg ne bi toliko povečeval, čeprav se povečuje za milijardo na 100 dni, recimo v Ameriki, tako da to je nepredstavljivo in v bistvu so obresti tiste, s katerimi se kandidati oziroma predsedniki morajo ukvarjati, se pravi, njim je samo važno, da lahko pokrijejo obresti. Kljub temu, da zdaj republikanci, se pravi Donald Trump, republikanska stranka, ki je zmagala, se pač pričakuje, da bo gospodarstvo raslo, da je to boljše za trge, ne samo za kripto, za vse trge govorim. S tem so se tudi recimo cene 10-letnih obveznic ameriških oziroma obresti 10-letnih ameriških obveznic dvignili zdaj na, mislim, da so 4,4, kar je največ od julija. To že nakazuje, da se pač bo inflacija dvignila, se pravi, globalna ali pa ameriška likvidnost se bo pač povečala, kar pomeni, da bojo potrošniki bolj trošili in s tem pač prišla spet do povišanja inflacije. Ja, in če je pa inflacija, pa vemo v letih 22 oziroma po koronskem obdobju, kaj smo imeli z inflacijo, ko je bila med 10 in 20 odstotna, ta tista statistična, realna je bila bistveno višja. Ja, in morali bomo razmišljati, ne, in zdaj se že govori, oziroma se to niti nisem presenečen, se pravi, Bitcoin je danes že kar neka stalnica na finančnih trgih, vedno ga omenjajo. In ja, ena od alternativ je tudi, se pravi, kopičenje rezerv v Bitcoinu in na račun rasti Bitcoina bi se lahko tudi na ta način zmanjšal dolg v Ameriki. Ne samo Bitcoin, ampak tudi drugih kriptovalut. Hvala, Benjamin. Jure, kakšno pa je tvoje mnenje o teh dejavnikih, ki bi lahko spremenili kriptotrg zdaj po volitvah? Ja, tukaj v bistvu je Benjamin bil dosti skromen s temi predikcijami, s tem napovedmi. Republikanci so v bistvu bolj zainteresirani oziroma bojo pospešili večje tiskanje denarja in s tem pospešili še inflacijo. Medtem ko model Bitcoina, stock to flow, je nastal kot protiutež temu. Bitcoinu vemo, da je na zalogo oziroma se rudarijo in jih na vsaka 4 leta jih pride pol manj na trg in posledično je pa vedno večje zanimanje za nakup Bitcoina. Trenutno imamo okoli 6% ljudi na svetu, ki imajo svojo denarnico kriptovalut. In ta razmerje v bistvu se nakazuje na zelo veliko rast Bitcoina skozi daljše obdobje. Medtem ko vrednost dolarja v tem primeru s tiskanjem denarja pa pada, kar pospešeno. In tukaj so v bistvu scenariji z rešitvijo Bitcoina zelo pozitivni. Hvala, Jure.
Benjamin, pa spregovoriva še malo o institucijah, se pravi po Trumpovi izvolitvi, a ne, je tukaj že čutiti nekaj premikov, kako bi to pokomentiral? Ja, zdaj ne vem, zaradi Trumpa, ker v bistvu te volitve so bile neka kratkoročna predikcija, zdaj je Trump, Harris, ne vem, Bush, kdorkoli, Obama, čisto vseglih je. Čisto vseeno je, kripto bo pač šel svojo pot, zdaj pač, ko je Trump, ja, je se trg ozval bistveno bolj pozitivno, kot recimo, če bi bila izvoljena Harrisova. Ja, institucije pa vedno bolj razmišljajo, ne, recimo v Ameriki že določeni pokojninski skladi investirajo v Bitcoin ETF-e, se pravi letos januarja so bili odobreni ETF-i. Ja, recimo pokojninski sklad Michigan je že investiral v ETF-e in tukaj me je kar presenetilo, da je več investiral v Ethereum ETF, ki so tudi že odobreni, mislim, da 11 milijonov in pa 6 milijonov v Bitcoin ETF. Sicer to je zelo majhen, če gledamo delež procentualno, glede na njihov kapital, ki ga imajo v upravljanju. Na drugi strani pa recimo v Veliki Britaniji Cartwright podjetje, ki svetuje pokojninskim družbam glede investiranja in pa seveda storitev, je pa pokojninskemu skladu Velike Britanije predlagalo, da kar 3% denarja, ki ga imajo v upravljanju, alocira v Bitcoin, kar me je tudi zelo presenetilo. Recimo 3% je nekaj 30-krat več v primerjavi z skladom, ki sem ga omenil prej. Ne. Se pravi, to tudi daje neke usmeritve, smernice, da bodo tudi drugi pokojninski skladi začeli investirati v Bitcoin ETF, Ethereum ETF, zdaj se tudi že Solana po moje pripravlja počasi, tako da mislim, da ni zadnja, tako da tukaj bo. Ja, in iz tega lahko razberemo, da to vse pozitivno vpliva in ja, zdaj smo v obdobju, kar se kripta tiče, mislim, da v tistem lepšem obdobju, ko gre vse lepo, res mi zdi, da je svet kar nekako zadihal oziroma se oddahnil s končanjem ameriških predsedniških volitev. Svet pričakuje nek optimizem, zavel je nek optimizem, tudi kar se tiče vojn, pa to se zdaj kar, namreč Trump je tudi rekel, da bo vojno v Ukrajini ustavil v enem dnevu, ne. Zdaj je sploh mogoče ali kako, ne vem. Ampak ja, neka pozitiva je zavela, ne, lahko se pa res zadeva umiri, ustavi, bomo videli, no, kaj se bo zgodilo na tem področju. Tako da ja, ne samo kripto, v bistvu vsi trgi zdaj lažje dihajo, bom rekel. Preden nadaljujemo in če želite izvedeti še več o investiranju v kriptovalute, se na povezavi spodaj prijavite na posvet. Jure, si tudi ti tega mnenja, da je ta pozitiva prisotna tudi na ostalih kriptovalutah? Seveda, celotno kripto področje je z volitvami in že par dni predtem začel z rastjo. Ta volitev je bila še v bistvu voda na mlin, tudi pojavil se je velik volumen, kar je potrdil, da gledano iz tehnične analize zadnjih 7-8 mesecev smo bili v nekem padcu, torej bull flagu, ki v osnovi nadaljuje, govori o nadaljevanju rasti. S tem volumnom, ki se je pa na dan volitev zgodil, pa je bil ta vzorec potrjen. Če pa zdaj gledamo za dolgoročno oziroma za naprej, bi mogel po tej teoriji tehnične analize biti cilj v nekaj mesecih okoli $100,000 ameriških dolarjev. Kaj se ta trenutek najbolj splača? Trenutno prihajamo v obdobje, kjer se zna zgoditi, da bo imel Bitcoin probleme z rastjo, nadaljnjo rastjo, ne. Loči nas približno 35% do tega vrha, ko sem ga omenil, tam pa zna imeti probleme s to dominanco. Torej, celoten kriptotrg ima razporejeno večinski delež trenutno v Bitcoin
in pa manjši delež v altcoine, torej vse ostalih 30,000 kovancov, ki so uradno objavljeni. In na vsake dolg časa se ta razmerja menjajo. Torej, standardno je nekje prvi 2 leti od začetka cikla, ki se ponavlja na 4 leta, nekako Bitcoin prinaša denar, je glaven, prvi in takrat se denar v večini izteka v Bitcoin. Potem, ko pa je ta že toliko velik, da že težko podvoji vrednost, pa vidijo mogoče ostali, ki so bolj izkušeni dlje časa o tem, da je pa mogoče čas, da svoj Bitcoin prodajo, grejo ostale kovance, ker nudijo 500-krat dejansko večjo možnost rasti. Govorim, zelo priznani kovanci imajo kapitalizacijo 2 milijarde, medtem ko jo ima Bitcoin čez 1000 milijard. Ne? In je to lažje v bistvu podvojijo manjši kovanci svojo vrednost. Je pa zanimivo, ker ta razmerja niso vedno enaka. Torej, ne gre vedno po istem kopitu, torej Bitcoin raste, altcoini rastejo, prihaja v začetku, ni primer Bitcoin raste, pa včasih tudi altcoini padajo. Ne? In s tem se Bitcoinov večinski delež povečuje. Imamo obdobje, ko oba sočasno rasteta in pa obdobje, ko ni primer Bitcoin pada. In pa ta denar se izteka, začne potem v altcoine. In to je pol do tistega ključnega obrata pride, bolj kot neko zadnja faza pred zaključkom cikla oziroma pred parabolo. Ne? In to je eden izmed dejavnikov, ki nakazuje na konec trenda rasti. Kdaj pa veš, da je ta zadnja faza rasti? V bistvu evforija na vseh medijih, kjerkoli smo, vsi govorijo o Bitcoinu, o kriptovalutah. Ali govorijo o profitih, ali govorijo, kaj kovanci nudijo, kaj se bo zgodilo pri njih, kaj se pričakuje, kakšni zaslužki, predvsem o tem poslušamo. V bistvu je samo pozitiva, vse posod. Ne? Iz tehnične analize je pa več dejavnikov oziroma indikatorjev, ki nam lahko pokažejo, kdaj se približujemo koncu. Ne? So pa lahko zavajajoči, ker eden glavnih ali pa takih zelo pomembnih je Bitcoin oziroma divergence, ne Bitcoin, ampak pri vsakem kovancu lahko pride do divergence na dnevnem grafu. To pa enostavno pomeni, da cena raste, sama moč trga, torej RSI, je to pa pada. In ker ne gre ta v isto smer, se počasi potem pričakuje padec. Ne. Podobna zadeva je pa, ko trg doseže dno, cena še vedno pada, moč trga se pa začne na dnevnem grafu dvigovati. Jure, ti si strokovnjak za tehnične analize, pa me zanima, kaj te tehnične analize kažejo po volitvah oziroma kaj se pravzaprav pričakuje od ostalih kriptovalut. Zdaj, tako meni je bila tehnična analiza vedno blizu pri srcu. Všeč mi je bilo, kako lahko napovemo načeloma, kam bo šla cena iz samih tehničnih analiz, iz vzorcev, iz indikatorjev, kako se lahko to sploh na ta način predvidi, in s tem imam tudi dosti izkušenj, že kar nekaj let. Tako da trenutno zadeva kaže zelo pozitivno. Zadnjih 8 mesecev je bilo sicer zelo depresivnih, čakali smo, kdaj se bo ta vesela rast nadaljevala, ker smo jo v bistvu lani od oktobra pa vse do letos marca imeli pospešeno. Prehitro rast se je v bistvu od neke norme odcepila in zato je mogel slej ko prej pač priti do nekega popravka, konsolidacije, da se trg umiri. V avgustu, ko je padel na $50,000, je bila sicer to prevelik padec, ne, prehiter odziv trga, in tam je bila tudi v bistvu ta največji volumen, ki je pokazal, da smo pri koncu. Ne. Torej, da so še tisti zadnji, ki so mogoče v marcu zadnji kupovali, ker niso več zdržali evforije, so tam pač nažalost odporodali. Ne. Izkazalo se je, da je bila to najnižja točka, ker se je ravno s tem volitvami in z volumnom, ki je prišel na dan volitev, pokazal, da je pattern, ki se je tvoril 7 mesecev, drži, torej bikovska zastava,
ki pa nakazuje, da bo naša rast trajala verjetno še nekaj mesecev, vse do nekje $100,000 za Bitcoin. Zelo pozitivna, zanimiva cifra, da se tudi v bistvu iz tehnične analize pokaže. Tam pa znamo prvo prileteti do nekih ovir, ne? Tako kot zelo taka okrogla številka je. Marsikdo bo tam rekel, to je pa zadost, tukaj je pa čas. In tisti bo mogoče imel Bitcoin neko težavno obdobje, verjetno ponovno, da bo prebil, ne, sploh, ker bo verjetno dosti sellerjev, ne, torej prodajalcev. Najbrž ne misliš, da bo šlo kar skozi gor, a ne? Predvideva se zagotovo še kakšna konkretna korekcija vmes? Konkretno ne, zato ker je pa zanimivo, ne, v kripto, na primer, 50% padec cene je ne nekaj normalnega, je že malo večji, ampak se dogaja, ne. Tako da tukaj v tej točki večjih korekcij ne pričakujem. 20, 30, 40% padci so pa nekaj čisto normalnega. Sploh po 80 ali pa 70% rasti, ne. Vedno gremo v teh trgih stopničasto, te zadnje faze, ki pa pridemo, ne, ki bomo slej ko prej prišli do nje, potem pa sledijo, ne, 70-80% padci za Bitcoin, medtem ko ostali kovanci, ker imajo pa še bolj pospešeno rast, lahko pa tudi 95-98% padec. In ker jih je toliko, se žal nekateri tudi nikoli ne poberejo več. Zato je ta kriptotrg toliko nevaren za vse novince, ki začnejo, ker vidijo najprej zelo velik potencial v kriptovalutah. Seveda do neke točke je super, gre fajn, ampak če nikoli ne prodamo, ta profit zares ni nikoli naš. In vedno več je teh zgodb o prevarah, o slabih investicijah, o nepoznavanju. Aktualno zadnje čase je to dosti trgovanje z vzvodi, ki je pa še posebej nevarno glih v tem, že v samem volatilnem trgu, ko je že tako močna rast in padci, ne, da to še potenciramo z leveragem oziroma z vzvodi. Super, Benjamin, bi mogoče še ti tukaj kaj dodal, je smiselno vlagati v Bitcoin? Ja, zelo dobro, Jure, tole razloži tehnično analizo. Hotel sem pa samo to povedati, da v bistvu sovpada z zgodovinskim dogajanjem recimo ameriških volitev, ne. Se pravi, če gremo dvoje volitve nazaj, recimo volitve 2016, so bile volitve v Ameriki, takrat je bil Bitcoin vreden $700. V enem letu, se pravi, je zrastel do 19,000, skoraj $20,000, ne. Potem volitve leta 2020, Bitcoin iz $13,500 zraste skoraj na $70,000, ne. Zdaj smo leta 2024, Bitcoin je že dosegel svoj all-time high in po napovedih strokovnjakov ga lahko naslednji november vidimo tam nekje med 160-180 tisoč dolarjev. Benjamin, nam lahko še malo bolj natančno podaš svoje mnenje, kaj pa misliš, da bo Trumpova izvolitev pomenila za druge finančne trge? Dolar pač je svetovna valuta in praktično vse je vezano na dolar. In z izvolitvijo Trumpa je dolar v bistvu, oziroma evro izgubil proti dolarju za 2%. Ne. Tukaj Trump tudi omenja v predvolilnem obdobju, da bo zvišal carine recimo za kitajske uvoznike, ne, mislim na 20%. Kar pa v bistvu povzroča neko nelagodost na Kitajskem, na Rusiji. In tam se je tudi že v bistvu formirala skupnost BRICS, se pravi njihova politika oziroma njihova težnja je ustanoviti svojo valuto, ki bo temeljila na zlatu, in te države, se pravi Brazilija, Rusija in Kitajske in pa Južne Afrike, množično kopičijo devizne rezerve v zlatu. Ja, in namen je, da se odmaknejo od dolarja, se pravi, da bi bili neodvisni od dolarja, ne. In v bistvu tudi zmanjšanje, ki je opaženo, ne, se pravi, vpliv dolarja oziroma odmik od dolarja se vsako leto zmanjšuje, ne. Zdaj v letu 2020 mislim, da je za 10% se zmanjšal. Na drugi strani trgovinska sfera
za več kot, za več kot 50% so že znižali, se pravi, zapravljanje v dolarjih, se vedno bolj odmikajo. Kljub temu, pa še vedno več kot, oziroma malo manj kot 90% vsega prometa trgovinskega gre preko dolarja. Tako da tukaj znajo biti kakšni pretresi, in ta BRICS je lahko realen, da se pač ustanovi njihova valuta, se pravi Kitajska, Brazilija, Rusija, Indija pa Južna Afrika. Kako bo pa Trump to zapeljal, bomo pa videli. Včasih je kar direkten, včasih se to kar malo pozabi, ampak Trump ima rad Ameriko. Srečo imamo, da je prva dama Slovenka, tako da to je že v redu, Kako se bo pa tam zadeva, se pravi v smislu dolarja, drugih valut, trgovin, carin, vsekakor dolg bo treba na nek način znižati. Zdaj to lahko naredijo na način, da povečajo davke v Ameriki, in to je nepriljubljeno, sploh pa za republikance. Lahko zmanjšajo proračun, se pravi, da v določenih segmentih odvzamejo sredstva, kar tudi ni priporočljivo, ker potem v bistvu sam razvoj, napredek države obstane. Tudi socialni transferi, recimo, če bi v to posegli, se znižajo, tako da to so dosti neprijetni, nepriljubljeni posegi. Seveda na drugi strani pa kripto, ko smo že tudi omenili, se pravi, da bojo začeli investirati v Bitcoin, in z rastjo Bitcoina bi lahko tudi na ta način znižali dolg. Seveda lahko kripto tudi obdavčijo, kar je še en priliv. Tako da variante več, videli pa bomo, po kateri poti se bo šlo. Dolar je zelo pomemben. Če zdaj rečem, da ko recimo nemško gospodarstvo kihne, Slovenija zboli, ker smo izvozno naravnani. No, v Ameriki je pa tako, če pa Amerika kihne, pa cel svet zboli. Tako da toliko je dolar pomemben in iz tega vidika pač se hočejo distancirati oziroma iti po svoje. Da ne bi bili odvisni toliko dolarja, ampak še vedno več kot oziroma slabih 90% vsega posla se naredi vezanega na dolar, tako da bo še kar nekaj vode preteklo, preden se bo to zgodilo. Ampak če se vrnemo nazaj na kripto, na Bitcoin, je v bistvu svet kihnil. Prišla je korona, Bitcoin je padel iz 10.000 na 4.000 v letu 2020. In to je bil v bistvu izjemna priložnost za tiste, ki so verjeli v kriptovaluto, v Bitcoin. In čez eno leto kasneje je bilo, kot da se ni zgodilo nič. Govorim na področju kriptovalut. Bitcoin je dosegel vrednost $65,000. Še prehitel je svoj trend, v bistvu je bila še prevelik hype na tem področju. Tako da vse te stvari, ki se na svetu dogajajo, dobre, slabe, Bitcoin ima svojo pot začrtano, zaloga je omejena, število ljudi narašča in tudi želja po tem, da bi imel vsak svoj Bitcoin. Na primer, še enkrat zanimiv podatek, tudi vsak milijonar ne more imeti svojega Bitcoina, ker je več milijonarjev kot Bitcoin. Ampak Bitcoin je zdaj res že postal del tradicionalnih financ, ker vedno se ga omenja, nikoli več se ga ne pozabi. In tukaj je potencial in tudi institucije, vlade, države, ki bodo morali reševati, ne samo Amerika, tudi Evropa. Države znotraj Evropske unije so vse zadolžene, vračati morajo dolgove in mislim, da je kripto, Bitcoin in še drugi realni projekti na kriptotrgu nosijo ta potencial, da se lahko dolg zmanjša, mogoče celo izniči, ne vemo. To pa tudi pomeni na eni strani, da bodo pritiski na ta trg strani velikih institucij. Se pravi, velike institucije hočejo akumulirati čim več Bitcoinov po čim nižji ceni. In zdaj Bitcoin je na all-time high, se pričakuje še rast, ampak bodo tudi korekcije, ki bodo pa institucije lahko pripomogle k temu s kakšnimi, slabimi novicami, karkoli, na račun tega, da bi čim ceneje kupila Bitcoin. Zdaj, če bi se o Bitcoinu govorili 10 let nazaj,
pa če bi 10 let nazaj se pogovarjali o tem, kar se danes pogovarjamo, ko se Bitcoin pojavlja praktično povsod, tudi v Sloveniji recimo, so omenjali dolar, pa omenjali so Bitcoin v ameriški zgodbi oziroma v volitvah. Drugih trgov sploh ne omenjajo več delnic, obveznic, bančnih depozitov, tega ni več. Bitcoin pa dolar. Tako da, če bi se to 10 let nazaj pogovarjali, mislim, da ne bilo več dolga po državah, ker Bitcoin je pred 10 leti pa do danes zrastel za več kot 150-krat, recimo. Tako da, ja, ne bo pa to skozi, mislim, da bo to kar raslo, Se bojim, da bo marsikdo zamudil. Tisti, ki zdaj vstopajo v kripto, vstopajo zelo pametno, predvsem pokojninski skladi, mislim, jaz si ne znam predstavljati, kaj bo to, če je nekdo v upravi pokojninskega sklada, ki ima možnost, da lahko investira v kripto in ne investira, to je noro, kar bi se lahko zgodilo. Je pa zanimivo, da tudi s prihodom institucij v kriptosvetu Bitcoin je na primer zadnji graf Bitcoina, torej ta cikel, veliko bolj miren, konstanten. Medtem ko je bilo cikl prej, ko je bila korona, je bil čist preveč volativen. To so bili za traderje res slabi časi, nepredvidljivi. V bistvu zdaj pa prihajamo v obdobje, ko je neka lepa, konstantna rast, pravilni grafi, tako kot so v standardnih naložbah. In je tudi tako, se pozna, da so institucije prišle. Pravilnost grafov se kaže, pravilni vzorci, patterni. Se pa razbere iz trgov, na primer v prejšnjih ciklih pri Bitcoinu je bil kriptotrg močno zmanipuliran. In iz strani v bistvu velikih playerjev in iz strani borz. Ker vedno bolj popularno je trgovanje z vzvodi, borze, seveda, ker na njih odpiramo pozicije, točno vidijo, kje imamo likvidacijo, torej kje nam poberejo vsa sredstva, in če so to preveliki vzvodi, je ta razpon, do kjer cena lahko zaniha, zelo majhen, in lahko v bistvu poberejo in navzgor in navzdol, torej če stavimo in na rast in na padec, obe smeri poberejo naš denar z hitro volatilnostjo cene, potem pa se ta pattern, vzorec oziroma izpelje tam, ko je bil že v osnovi predviden. In te manipulacije, na primer, je v zadnjem obdobju manj. Vidi se, da je tudi večji Bitcoin, da je težje zmanipulirati ceno in pa marsikje tudi že dosti reguliran. Se pravi, tudi institucije, ki so zadolžene za nadzor, spremljajo to dogajanje, in če pride do manipulacije, so tudi že v tem primeru zelo večkrat ukrepali, ljudi kaznovali, zaprli in tako naprej, ker se je videlo namensko oškodovanje z manipulacijo trga. Medtem ko to zdaj ni več prisotno. Prihajamo v obdobje, ki je bolj prijazno, bolj naklonjeno, tudi načeloma manj volativno. Govorimo o Bitcoinu, sicer ostali kovanci so še vedno, pa mogoče Ethereum tudi ni pod tem vplivom, ostali so pa še kar pod velikim vplivom volativnosti, oziroma manipulacije, ker so manjši, ker jih je lažje zmanipulirati. In zato težje obvladljivi. Hvala vama za izvrstne informacije, vajina mnenja, in upam, da bomo kmalu se zopet srečali na tem mestu. Hvala za povabilo.